nasvetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Imamo zgornja in spodnja dihala. Meja so glasilke. Cela dihalna cev je pravzaprav prevlečena sluznico. Sluznico pa sestavljajo celice, ki so na tej površini te sluznice in skrbijo za to, da producirajo sluz, da so dihala ves čas vlažna, da se določene stvari na to sluz lovijo in da jih migetalke, ki so na vrhu celic, potem porivajo proti navzven. No, zdaj, virus, ki pravzaprav vstopa v telo, vstopa običajno bodisi skozi očesno sluznico ali veznico, skozi nosno sluznico in skozi ustno sluznico. Pri kar velikem deležu ljudi se tukaj ustavi in se začne v teh celicah deliti. To je pravzaprav njegov osnovni namen, da se razmnoži v celici in da ga je več in da potem iz celice gostitelja pride s kapljicami spet iz telesa in okuži drugega. To je njegov edini praktično namen. In zdaj ne vemo sicer, zakaj je tako, se pri nekaterih verjetno ustavi samo v sluznici zgornjih dihal. In ga telo pravzaprav že sama sluznica in vse tiste celice in imunski sistem ga pravzaprav v tej sluznici pokonča. Zakaj pri nekaterih preide v spodnja dihala, se pravi pod glasilke in začne svoje razmnoževanje in povzročanje škode v pljučih, tega pravzaprav še ne vemo. Vemo pa, da ko pride v spodnja dihala, se spet lahko pojavijo samo simptomi kašlja, izkašljevanja in pravzaprav nič drugega in se spet lahko na tem mestu ustavi, se pravi samo v sluznici dihalnih poti. Njegova pot pa se seveda lahko nadaljuje in prizadene že pljučno tkivo. Če je prizadeto v bistvu na nekaterih mestih, to imenujemo enostavno virusna pljučnica. In če se spet tukaj proces ustavi, če ga imunski sistem uspe nekako zatreti, se od tukaj naprej človek spet zdravi in pozdravi. Pri majhnem odstotku ljudi, pravzaprav, če primerjamo z gripo pri kar velikem odstotku ljudi, pa ta pljučnica napreduje. Telo je ne uspe ustaviti, oziroma se dogaja celo obratno, da je imunski odgovor tako močen, da lahko že imunski odgovor deloma dela tudi škodo v samih pljučih. In kaj se zgodi? Dihalno vejevje vodi zrak do pravzaprav teh majhnih mehurčkov, alveoli jih mi imenujemo. V samih pljučih je ta površina ogromna, če bi jih raztegnili, je to za pol nogometnega igrišča. In v steni teh mešičkov je žilje. Tukaj je pravzaprav zrak in kjer prideta tesno en ob drugega in tukaj poteka izmenjava plinov. Se pravi, kisik gre v kri, iz krvi ven pa ogljikov dioksid. Ob izdihu gre ogljikov dioksid ven, ob vdihu kisik noter in v kri. Ko pa napreduje vnetje, ki ga je povzročil virus, se pravzaprav že na mestu pljučnice podobno dogaja, vendar pljuča imajo veliko rezerve, zato manjšo pljučnico zdržimo brez težav, se pa dogaja, da se začnejo mašiti te male dihalne poti, da pravzaprav vnetje, se veste, kako je, naprimer, če imamo kožo vneto, je lahko samo rdeča, kar ni hudega, lahko pa vteče, lahko se zadebeli in lahko teče iz kože celo gnoj. In tudi tukaj je zelo podobno. Lahko je samo rdečina, kar ni hudega, če bi pogledali to noter v pljuča, lahko oteče, se pravi, da se tekočina in celice zbirajo v pljučnem tkivu in seveda potem tisto, kar sem razlagal v izmenjavi plinov, ne deluje več. Človek potrebuje v bistvu, da zagotavlja to izmenjavo plinov, mora začeti predvsem najprej hitro dihati, globje dihati,
S tem se poveča tudi mišično delo in s časoma pravzaprav mišice popustijo. Ne moramo več tega delati, pljuča postajajo vse bolj gosta, pljuča so normalno penasta in tako kot pena goba in jih pravzaprav lahko enostavno raztegujemo, ko se pa noter naberejo, tako kot sem rekel, tekočina zaradi vnetja, zaradi poškodbe, ki jo je virus naredil, pa potem pljuča postanejo skoraj podobna jetrom in jih ne moramo več raztegovati in izmenjave plinov ni več, dihalna muskulatura odpove in takrat nastopijo naši intenzivisti. Že prej mi bolniku dodajamo kisik in seveda, ko tudi ne moramo več z dodajanjem kisika doseči, da je v krvi toliko kisika, kot ga človek potrebuje, takrat nastopijo naši intenzivisti bolnika, tako imenovano intubirajo, stavijo cevko v sapnik in ga priklopijo na respirator in potem respirator pomaga napihvati ta pljuča in dovajati prav direktno v pljuča kisik, zato da izboljšamo preskrbo s kisikom v telesu. To je pravzaprav celotna zgodba. Zdaj, zdravila pravzaprav do zdaj znana so v preskušanju, niso namenjena, razvita bila prav za virus, delujejo pa na več stopnjah, saj poskušajo prvič tako, da bi ustavili razmnoževanje virusa, drugič, da bi zmanjšali pretirano vnetje, če se začne razvijati. Jaz mislim, da zdaj cel svet raziskovalcev dela v tej smeri in jaz verjamem, da bo v primerjavi z drugimi boleznimi, kar se koronavirusa tiče, bistveno prej najdeno zdravilo, kot pa če bi bila to ena manj nevarna bolezen. Zelo zanimiv je pravzaprav potek, tega običajno pri virozah ne vidimo. Ponavadi se začne, ljudje začnejo kašljati pri drugih virozah, naprimer pri gripi ali pa kakršnikoli drugi virozi, se viroz je ogromno, vsak let vsak človek preboli vsaj 1 do 2 taki virozi blagi. In potem postopoma se slabša in potem se obrne in začne iti na boljše. Tukaj je pa prav zanimiv, najprej so ljudje bolni, težko začnejo dihati tam 6. dan v povprečju, plus minus kakšen dan. Takrat se prav se že začne v pljučih nekaj dogajati, potem pa tam 9., 10. dan pa v bistvu relativno hitro, v parih urah pride do napolnjanja pljuč z tem vnetnim tekočinam, če lahko tako rečemo, verjetno tudi iz krvi izhaja del tekočine, ker vnetje okvari žilno steno in tekočina bistveno lažje prehaja v pljuča in ravno v tej fazi je ta proces zelo hiter. Ne vemo, zakaj to nastane. Verjetno je v tej vnetni kaskadi, tako kot mi rečemo, se povišajo določene sestavine oziroma citokini, tako kot rečemo, ki povečajo tudi permeabilnost, se pravi, da so žile bolj prehodne in tekočina lažje izhaja v pljuča. Poleg tega je vnetje takrat že toliko divjo, da tudi celice, vnetnice prehajajo v pljuča in vse skupaj pripelje do tega, kar sem rekel, da so pljuča skoraj kot jetra, če jih pogledamo po gostoti. Če takole pravzaprav narišemo prstni koš, to je srce, to vemo, da je srce, to je prepona, glavna dihalna mišica, ostale mišice so pa v medrebrjih. No in potem takole pride sapnik in se razdeli na levo in desno in na rentgenski sliki pljuč so pljuča pravzaprav vse, kar je tole tukaj. Vse to so pljuča. No in na normalni rentgenski sliki pravzaprav je tole belo, ker je srce pač gosto, kot veste. Na sliki pljuč se pa pljuča pravzaprav vidijo črno. In v bistvu vidimo samo takole žilje, ki ga pravzaprav vidimo na rentgenu, se samo žilce takole vidijo v pljučih. No, če pa govorimo o pljučnici, če pa poseben pri tej koronavirusni pljučnici se pa začnejo pojavljati take zgostitve takole po pljučih. In zelo značilno je, da se tik ob pravzaprav steni prstni pojavljajo.
In če je nekaj takega, to ponavadi seveda prebolimo, tako kot sem prej razlagal, lahko pa se začne širiti. In čim bolj je prizadeto, več pljuč je prizadeto, človek vse teže diha. In potem prej, ko smo govorili o 10. dnevu, se pojavlja še več takih sprememb, oboje stransko, po pljučih in seveda, ko je prizadet toliko velik del pljuč, pravzaprav vidimo na sliki zelo veliko takih belih zgostitev, senc, če lahko tako tudi rečemo, in takrat že vidimo, da bolnik bistveno težje diha, ne moramo več dodajati dovolj kisika, ne gre in bolnika je postopoma potrebno prevesti na dihanje z respiratorjem. Ko je pljučno tkivo prizadeto, tudi pri kakšnih drugih pljučnicah, kar nekaj časa traja, vidimo na slikah, naprimer tudi po več tednov, določene spremembe še. Ta virus pa naredili zgleda kar hudo okvaro, tako da ni nič nenavadnega, da to lahko, da mora telo, ker ko se enkrat razmnoževanje virusa ustavi, ko se vnetje začne pomirjati, je na tem mestu v pljučih še vedno kar veliko teh vnetnic, te beljakovinskih snovi, ki nastajajo ob vnetju, vse sicer z namenom, da se virus ubije in omeji, se vnetje je v to smerjeno. In to morava potem telo oziroma celice v telesu iz pljuč počasi vse skupaj počistiti in ko se to vse skupaj počisti, takrat pljuča spet funkcionirajo normalno, ampak to ne gre z včeraj na danes. To so procesi, ki trajajo dneve, včasih tudi tedne. Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.